Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice, z menoj sta Peter Gregorčič in Miran Videtič. Tem je veliko, tako da predlagam, da gremo takoj na ta dva najbolj razvpita govora, javna nastopa tega tedna. Eno je govor Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu, drugo je pa govor predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Blaža Brodnika na enem dogodku, ki je povezoval šport in pa podjetništvo oziroma biznis posel. Miran, kako si videl ti govor Nataše Pirc Musar? Pa bi te prosil, da ne gremo toliko v vsebino, pogledamo nekatere okoličine, ki so recimo, bom rekel, ki so odraz nekega delovanja, pa nekega pravega obraza Nataše Pirc Musar, kar se je vse po moje pokazalo na tem govoru. Po moje oceni... Malo si zajel. Probam ugotavljati, ali pa probam neko širšo sliko temu kontekstu tega njenega govora dati. In pravzaprav v tem govoru, ko pogledaš Natašo Pirc Musar in njeno delovanje čez neko širino, čez nek aspekt širine, ali pa neko časovno obdobje, časovno obdobje, si na koncu skeptičen do tega govora. Zakaj? Mrzkdo, ali pa težko bi rekel, da kar je povedala, da se človek ne more strinjati. Seveda, vojne so krvave, umirajo otroci, umirajo starejši in podobno. Ampak pri Nataši Pirc Musar, ki izhaja, bom rekel, iz dveh linij, nekako ta politična linija ali pa njen politični oče je Milan Kučan in pa hkrati vemo, da je zelo, zelo podvržena tej družinskemu biznisiranju, meni daje v razmislek in pa predvsem nereagiranje iz preteklosti, predvsej daje občutek, da je to bilo povedano zaradi nekih drugih interesov, kot je dejansko humanitarno pravo. Če pogledamo, njena politična pot je tesno povezana s Kučanom. On jo je predlagal, on jo je izbral, brez njega ne bi bila nič. In Kučanova dolgoletna politična pot je taka, da nekako, seveda je imel prijatelje tudi v Izraelu, ampak predvsem na tem levem političnem polu, hkrati pa prihaja iz sistema, ki je nekako prijateljeval s terorističnimi organizacijami, kot je recimo Hamas. Govorimo o partiji, govorimo o UDBI in podobno. In drugi ta aspekt je pa ta njena biznis pot, družinska biznis pot, ker imam pa jaz občutek, da je ona predsednica predvsem po interesih lastne družine, kjer se pač da kar narediti. Konkretno bom povedal. Vsi vemo, da kar se je zgodilo v tem kotlu Bližnjega vzhoda je pravzaprav nezaslišano. Od napada Hamasa do potem zdaj teh skrajnosti, ki se jih Izrael poslužuje, in pravzaprav je neuravnotežena slovenska politika glede tega. Jaz sam, recimo kot državnik v Sloveniji, bi najprej preko Združenih narodov, kjer si v varnostnem svetu, pozival, da se izvaja pritisk na Katar. Katar, ki je sponzor, finančni in drugačen, Hamasa. Hkrati bi pozval na totalno izolacijo Hamasa in potem šele obračunaval z Netanjahujem. Ker dajmo biti pošteni, iz političnega pola, odkoder prihaja Nataša Pirc Musar, širše gledano, ne samo slovenskega, imajo težek problem z Netanjahujem. Že pred samim tem novim konfliktom izraelsko-palestinskim so oni zavračali Netanjahuja, govorim o teh mednarodnih centrih moči, so oni zavračali Netanjahu in poskušali na nek način delati uslugo izraelski levi opoziciji, da bi prišla na oblast. To so te pomisleki, ki jih jaz imam. In drugo, kar je pa Nataša Pirc Musar bolj za domače potrebe, bom rekel, usekala s takim govorom. Zakaj za domače potrebe? Ona se zaveda, da smo v Sloveniji kar sočutni ljudje in enostavno je pričakovala, ker pač nimajo ne vlada, ne ona neke resne zgodbe, nekega resnega programa, da bo na to sočutje lahko zaigrala. Spomnita se oba, kakšne so bile recimo obljube vlade pri priznanju Palestine, da tega potem konflikta enostavno več ne bo. Pejte se pogledati, naj se gledalci obrnejo nazaj tiste izjave, da če priznamo Palestino, tega konflikta ne bo več.
In to pa je neresno, to pa je nekaj, kar ni državotvorno. In tukaj imam jaz hud pomislek pri tem govoru Nataše Pirc Musar, ki pa pravzaprav nikjer druge ni odreagirala. Niti Kitajska in Uguri, niti, bom rekel, Rusija in recimo ukrajinska Buča, ne, in podobne stvari. Ni njene reakcije, tukaj pa je bila reakcija in vidim jo predvsem iz teh dveh zadev. Eno je ta Kučanova linija ideološka in eno je družinsko biznisiranje z arabskimi državami. No, jaz moja pripomba bi bila to, pa mogoče niti za ni časa, da jo, bom rekel, detaljno argumentiram. Ne. Občutek imamo, pa res imam občutek, no. Pa mislim, da se ne motim, da je v bistvu Nataši Pirc Musar Gaza nič kaj dosti ne pomeni, ne. Da je pomen manj skrbi za Gazo. Ženska, ki lahko fiktivne račune izdaje Rdečemu križu, vam je potem jasno, da je Gaza še toliko manj pomeni, kot pa ne. In to je vse tisto, lepo si spomnil, ne? To je vse tisto, zakaj imam jaz ta zadržek pri njenem govoru. Pa še nekaj stvari je bilo, Peter, tam zanimivih. Ne? Prekoračila je protokolarni čas, ki je bil namenjen za govor. Ne? Potem je tam javno rekla, da kdo je ne želi poslušati, lahko gre kar ven, ne? To je pač rekla evropskim poslancem. In pa zanimiva je tudi ta reakcija bila. Ne? Ploskalo je približno tretjina sedeči tam v Evropskem parlamentu, slovenski mediji pa so to razglasili, da ima stoječe ovacije celotnega parlamenta, pa večine parlamenta. Ne? Še nekaj, in tuji mediji, ne, to sem pa prošel pogledati, dobene večje pozornosti, pa še brez pozornosti je ta ostal njen govor tam. Ne. Ta govor razkril več stvari, če smem. Ne. Najprej bi pa povedal sledeče. Nataša Pirc Musar je predsednica Republike Slovenije. V Evropskem parlamentu je govorila v mojem, tvojem imenu, v našem imenu. Se pravi, kar je ona tam povedala, je povedala Republika Slovenija, ne Nataša Pirc Musar. Zdaj, jaz sem ta govor poslušal pol ure po tistem, ko ga je ona imela, sem ga poslušal v celoti in moram reči, že v prvem delu govora, kasneje je Nataša Pirc Musar rekla, da tisto, kar je rekla glede genocida, ni bilo v govoru napisano. Se pravi, verjetno je nekdo od svetovalcev napisal govor, bil je državniški govor. Tukaj moram pohvaliti. Ona izpostavlja to, kar tudi sam ves čas trdim, Evropska unija je šibka in Evropska unija se bo mogla postaviti na lastne noge in s tem zagotavljati neko tisto, kar je v bistvu Evropska unija še zadnji ostanek demokracije v tem zahodnem svetu in je izjemno pomembna zadeva. Ne? Potem je pa ona očitno to, kar jaz se zelo strinjam z Miranom, verjetno z nekim namenom lastne samopromocije dodala nek stavek iz glave, kjer je najprej zanimivo to, da se je zmotila. Ne? Tega mogoče ne veste, če ste spremljali zgolj medije, bom pojasnil in tukaj se je pokazal sindrom medijskega prostora. Ne? Najprej ona je rekla, na Zahodnem bregu gledamo genocid. Gledamo in smo tiho. Ne? Spravi, zmotila se, nič hudega, se zgodi. Ne? Ampak potem pa berem na RTV Slovenija, tega še nisem nikdar videl, so navedli v navednicah dobeseden navedek Nataše Pirc Musar in so napisali, v Gazi gledamo genocid. Čakajte, oni so spremenili en tekst. Ja. Ko sem gledal news zvečer, so odrezali Zahodni breg. Delo enako, skratka, mediji so unisono podprli predsednico države zato, ker gre v njihovo politično agendo, to, kar je lepo izpostavil Miran. Torej, iz tega lahko izpeljemo kratek stavek, ki se je pokazal že po referendumski nedelji, da v Sloveniji nimamo medijev, ampak ima medije oblast. In to je tisto, kar resnično skrbi. Imamo medije, ki niso resnicoljubni, ne? Ki ne iščejo resnice, ki niso kritični do oblasti, ampak oblast podpirajo pri njenih in njihovih skupnih ciljih in zaradi tega kot državi gre izjemno slabo. Potem se je pa zgodilo, po mojem, in še eno zadevo bi tukaj rekel. S tem, ko je Nataša Pirc Musar razglasila genocid v Evropskem parlamentu, enem izmed ključnih institucij Evropske unije, je spregovorila predstavnica Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije, ker ona, tako pravi ustava, predstavlja Republiko Slovenijo, karkoli reče v imenu Republike Slovenije, je v resnici prehitela meddržavno kazensko sodišče v Hagu. Seveda, jaz se strinjam, kar se dogaja v Gazi je nedopustno in tudi sam sem prepričan, da Izrael je daleč prekoračil, se pravi, ne more več svojih dejanj pričevati za neko samoobrambo. Ampak Nataša Pirc Musar bi lahko uporabila natanko ta jezik. Ne bi bilo potrebno opletati z genocidom, kjer je ključno dokazati specifičen namen, mogočega in zelo verjetnoga kazensko sodišče tudi bo dokazalo.
Pa vendarle, s tem, ko je zlorabila izraz genocid na lahkoten, poceni, populističen način za lastno samopromocijo in promocijo politične opcije, ki jo zastopa in ki jo očitno zastopajo vsi večinski mediji v Sloveniji, je ta izrazit in najbolj zavržen zločin nad človeštvom v resnici zlorabila za lastno samopromocijo in ga je ponižala na nekaj drugega in zaradi tega, ker je to storila, zaradi tega trdim, njen državniški govor, ki so ga, zdaj verjamem, pripravili njeni svetovalci, ker ona sama tega očitno ni sposobna, je razblinila v prah. Nihče od nas se ne pogovarja o tem, kaj je ona rekla Evropske uniji, kar bi v luči razmer, ki jih je tudi zakuhal Trump v Združenih državah Amerike, morali spregovoriti, ampak vsi se pogovarjamo o tem njenem stavku, ki se je kako cinično se včasih zgodi, kjer se celo zmotla in so potem morali mediji se ukvarjati s tem, kako bodo reševali Natašo Pirc Musar. Potem, v naslednjem koraku se je zgodilo pa še nekaj hujšega. Spravi, Nataša Pirc Musar je pripeljivka. In ona, ker predstavlja Republiko Slovenijo, se je Republika Slovenija prepirala se poslancem Evropskega parlamenta. Pa kje ste še videli kakšnega državnika, predsednica Roberta Metsola je opozorila, pustite gospa predsednica, bom jaz uredila. Skratka, Nataša Pirc Musar nima državniških manir. Manir nima. In potem ne samo to, in najprej, če pogledate njeno mimiko, najprej ga je tako učiteljsko, kot učiteljica v razredu, ko kroti svoje učence, kot je rekla njena dobra kolegica Urška Klakočar Zupančič, v sodni dvorani krotiš stranke v postopku, v parlamentu krotiš parlamentarce. In Nataša Pirc Musar brez manir je prišla in je pokazala, kakšna je slika, da naša država nima manir, ker če predsednica nima manir, potem naša država, Republika Slovenija, nima nikakršnih manir. Mi smo banana republika. To je glavno sporočilo Nataše Pirc Musar in ker je to še ni bilo dovolj, da je vzela, seveda ona vzame red v svoje roke, pošilja poslanca iz dvorane in potem na naslednjem govoru mora ga še ponižati in reči gospod, ker ni razumel mojega jezika, ker ni poslušal prevoda, je kar nekaj govoril, skratka, šla se je prepirati še v govoru. To ni nobeno državništvo. Mene je sram. Kot sem bil ponosen v prvih 25 minutah njenega govora, da imamo tako predsednico republike, ki to zmore povedati na tak način, je zadnjih 5 minut ves moj ponos izginil in se spremenil v globok sram. In mene je sram zato, ker se Nataša Pirc Musar storila v Evropskem parlamentu in menim, da bi zaradi tega, ker se je v imenu Republike Slovenije prepirala, morala javno opravičiti. Pa to pa, Peter, dvomim, da se bo... Ne, seveda se ne bo, nima manir, ker človek brez manir ne prizna svoje napake, se ne opraviči, ampak pokliče medije in prosi, da popravljajo njene citate, če zmotila sem se, frizirajte moje sporočilo in seveda se ne bo opravičila. Ampak to samo kaže, to si zelo lepo pove, to samo kaže tisto, kar je mene strah pri tej predsednici, oziroma vse bolj videvam to. Te dve liniji, ideološka linija po političnem očetu Kučanu in pa ta biznis linija po, bom rekel, družinska. Ki ga očitno politični oče Kučan tolerira. Ja, seveda, da ga tolerira, ker ve se, Katar je zanimiv poslovni partner. Ne sam za druge. Ja, tudi za druge. In tle to izhaja, ker poglej samo primer. Mi imamo v Sloveniji človeka, torej Zoran Janković, ki je bil eden najbolj glasnih podpornikov Nataše Pirc Musar. Poglejte si, koliko slik je iz tiste predvolilne kampanje. Ampak to je človek, ki danes hodi z ljudmi, ki negirajo genocid v Srebrenici, ki negirajo hude zločine v Prijedoru nad otroci. In se postavlja z njim. Ženska nima enakih vatlov za vse. In to mene moti. In ta poteza Gaze je prav ta, ta beseda genocid, ki jo je ona uporabila, pri čemer pa za Srebrenico imamo, iz Haaškega sodišča dovolj materijala, da je tam bil genocid, tukaj še ne, meni kaže, da je to enotna estradniška politika in nedržavništvo, podoben tistemu, da ko priznamo Palestino, ne bo več teh težav. Mi pravzaprav, kar je najbolj žalostno, naša uradna oblast zlorablja nesrečo tega palestinskega naroda. In nič drugega. Miran, kaj pa baš potem na to, recimo, da praktično iz Facebooka, iz profila Urške Klakočar Zupančič izvemo, da je zavrnila prošnjo izraelskega veleposlanika v Ljubljani, da ga sprejme na pogovor?
Spet ena poteza za notranje. Je to usklajeno s kakšnim zunanjim ministrstvom, z predsednikom vlade, predsednico republike? Ampak tudi to, da objavlja take stvari, mene kot državljana, na Facebooku, ne? Ja, mene kot državljana, recimo, ne zanimajo aktivnosti, ki se niso zgodile. In zakaj se niso zgodile? Čeprav bi prvič se postavljal v vlogo neke primadone zunanje politike, kar je nedopustno, in drugo, če ste tako državniški, kot se hvalite, poznate verjetno tudi termin skrita diplomacija, tajna diplomacija ali karkoli drugega. Ne? In se dobiš, ne objavljaš to. Tle se gre pa za tisti klasičen Pink TV, ne naredimo ali pa naredimo nekaj in to potem s plesom predstavimo, če malo pretiravam, javnosti. To ni državništvo. In to s profilom tistih rdečih čeveljčkov. Ja, to ni državništvo. Ne? Izraelskega ambasadorja bi treba ravno zaradi tega, kar se dogaja in ravno zaradi tega, da smo članica Varnostnega sveta, z veseljem sprejeti. Z veseljem sprejeti. In z njim debatirati. Ja. Debatirati, tudi če se ne strinjaš. To je diplomacija, to je državništvo. Skratka, kroti tudi veleposlanike, ne bi se ukrekel. To je politika, oprosti Peter, samo te štetav, to je politika, videla se boste verjetno spomnili Slobodana Miloševića iz 90-ih let. Tega bom sprejel, tega ne bom sprejel, tega bom sprejel. Kje je končal? Jaz jim ne prvoščam, da končajo tako, kot je on končal. Ampak si pa želim, da čim prej grejo iz te politike. Ne, gre za standardno polarizacijo političnega prostora, zlorabljeno za notranje namene. To so ugotovili že pred evropskimi volitvami, ko so šli, se pravi, v priznanje Palestine. Ne. In po mojem ideja te polarizacije je, da ustvariš dva hegemona, enega na desni Janeza Janšo in drugega na levi, v tem primeru Roberta Goloba, ki močno polarizirata, s tem se pozicionirata kot hegemona dveh polov in delujete kot črna luknja, ki posesa vse okoli sebe vase in na ta način prideš nekako do večinskega volilnega sistema v proporcionalnem volilnem sistemu. Skratka, ker polariziraš ljudi, ljudje se odločijo za en ali drugi pol, ga močno podprejo, s tem čistiš vse manjše stranke. Je to zdaj povezano z Klakočajevo, pa z izraelski veleposlanikom? Ampak ideja tega je, ti moraš čez vse kanale ustvarjati čustveno populistične govore, da neko temo narediš, da ta tema polarizira in radikalizira. Tega ne moreš narediti zgolj z enim govorom, to moraš početi sistematsko. Greš v Evropski parlament, svetovalci ti napišejo vrhunski govor, državniški govor, ti se moraš pa zmisliti en stavek, ki bo prišel na slove in o katerem se bo govorilo, glede katerega se bodo ljudje gostilniško predeljevali, bo imel močan čustven naboj in potem bo tvoja politika, vse te elemente, ki se potem dogajajo, recimo nesprejem veleposlaništva, potem pobuda k temu, da odpokličemo svojega veleposlanika iz Izraela. Vse te zgodbe spelješ na neko močno temo, ker anti-Janša ne deluje, in greš na Palestina, anti-Palestina, to temo imaš in na tej temi čustveno jahaš, ampak kar je najbolj boleče tukaj, tukaj, kot je rekel Miran, tle nobenega sočustva do Palestincev. Tukaj je zloraba zločinov, ki se dogajajo v Gazi za politične namene. To je zavržno. Enako kot je zavržna zloraba recimo filipinskega nižjega standarda za prekupčevalce z belim blagom v Sloveniji. To so iste zadeve. Se pravi, Nataša Pirc Musar počne tisto, kar očitajo, da počne Aleš Hvala, ko preprodaja gostince. Nataša Pirc Musar zlorablja stisko ljudi v Gazi, pobitih otrok, izstradanih otrok, nedopustnih dejanj za svojo lastno politično promocijo in da je parafraziram, zlorablja te zločine za lastno politično promocijo, ni je sram in mi smo tiho. In mi smo tiho. Ja, no, zdaj nismo tiho tukaj. Jaz podpišem, začutil sem kančak, mogoče dvoma pri tebi, ko Peter govori o polarizaciji. In kaj se potem zgodi potem, kakšen je odgovor SDS-a, skrajnega svojega člana in poslanca pošlje v studio. Gospoda Grimsa, ki pa res ne, ravno tako, kot Nataša Pirc Musar, po domače povem, blefira sočutje, pa pri Grimsu ne vidimo kančka sočutja do teh palestinskih otrok. Čista neka linija, ne bom uporabil težjega izraza, ampak če si opozicijska stranka, ki si želiš naslednje leto dobiti volitve, se postaviti v vlogo državnika,
pote prosim pošli nekoga zmernejšega. Ker Grims velja za trdo desno krilo te stranke. Ampak zaradi tega, ker Janez Janša igra enako igro. Saj smo govorili, ena partija, dva obraza. Imaš močno polarizacijo, Janez Janša kot politični strateg, ker ve, da mu polarizacija, pot, antipot, Janša, anti-Janša, Palestina, anti-Palestina ali Izrael, anti-Izrael koristi, ne? Bo poslal Grimsa, najbolj radikalnega svojega poslanca za to, da bo ustvaril močan antipod in s tem posrkal celotno desno sfero, ne, zato da bodo vsi mogli igrati njegovo igro. In zdaj nekdo, ki ni del teh dveh iger, je podoben kot plavalec, ki ima dva vrtinca v reki, preplavaj, če moraš na naslednji breg. Pa zelo skupaj, ne? Zelo skupaj, ali te potegnil in požrl ali te potegnil in požrl drugi. To je ta populizem in zaradi tega ta država razpada. Drži. Ravno to, jaz sem pričakoval, da bo pa probil vsaj SDS nekako ublažiti ali pa, kakor se temu reče, stopati na žogo. Ne, šli so... Skratka si pričeval, recimo, Tomčevo ali kako v parlamentu. Ali pa Zalo, recimo, Tomašič, ki je dosti bolj zmerna. Če smem samo što reči... Pa že ženska je, ima neko sočutje. Če smem dvoje tukaj reči, najprej... Ampak malo je izginila Zala, ne? Se tu se hotel reči. Najprej, tega ne bodo naredili, ker jim to politično ustreza, ker so enaki politični preračunljivci, kot je levi pol. To je prva stvar. In za Zalo bi rekel takole, ne bi me čudilo, če se izkaže, da ji ne pustijo v javnost. Ne bi me čudilo, ker slišal sem, da recimo Romana Tomc ni bila najbolj zadovoljna, ko je ona postala pretirano aktivna evropska poslanka. To sem slišal, kaj drži, pa ne vem, ampak glede na dejstva, ne, in da kot slišem, je kot evropska poslanka izjemno aktivna v ozadju. Punca je v redu, pa upam, da ne bo samo na medu ustala. Ne, samo malo, ampak kot slišem, je izjemno aktivna, v prvi liniji se pa ne vidi. Ne. In ker sem doživel kot kandidat za evropskega poslanca, so SDM, ne, se pravi podmladek SDS-a sklical tiskovno konferenco, ko je bila Zala Klopčič premočna, sta prišla Janez Janša in Zala Tomašič. Sta prišla Janša in Tomc in sta pobrala medijski prostor in ona dva dala izjave, ki so jo sklicali oni. Ne. Skratka, glej, tudi v SDS-u velja stroga disciplina, tako kot si ti takrat rekel, ne, ko je zmagal Hoivik referendum, je nevarnost, da ga bodo odstranili v ozadje. Ne. Skratka, imamo samo en močan lik, ki točno ve, kako polarizirati politično srenjo, ne zato, da imamo dva hegemona, ki poberata vse. Koliko sem jaz slišal, ne bi se Zala Tomašič želela ukvarjati z mediji, pokriva to medijsko problematiko v Evropskem parlamentu, pa da je tukaj Romana Tomc nekako ni pustila zraven. Verjetno tega, ker je to pač odmevna tema, pa prinaša neke politične točke. Ja, tle treba biti pa mačkan pozor. Jaz bi rajš Zalo Tomašič videl na drugih projektih, kot so medijski, ker vendarle je to lahko konflikt interesov zaradi očeta. Tako da, kar se tega tiče, bi jo rajš videl ne samo na medu, ampak tudi na teh bolj čustvenih zgodbah, kot je recimo lahko tudi izraelsko-palestinsko vprašanje. Židan je bil na medu, ne? Židan je bil na medu. Še eno vprašanje v tej zvezi, no pa gremo naprej do Brodnjaka. Zakaj pa po vajnem mnenju zdaj ti evropski mediji niso pretirano pokrili, oziroma praktično ga niso omenili, tega nastopa Nataše Pirc Musar? Ravno zaradi teh njenih radikalnih besed na področju v zvezi z Gazo oziroma Izraelom, to je bil razlog, ali zato, ker smo mejsta država, pa itak je. Res se moramo soočati z dejstvi iz preteklosti. Judovski narod je verjetno plačal ceno druge svetovne vojne tako močno kot nihče, mogoče ruski narod, potem kasneje, oziroma vojska ruska, ker s tistimi svojimi izgubami. Ampak dejstvo, da Judje so plačali najvišjo ceno. In seveda je logično, da ima judovska država po Evropi še dan danes neke simpatije. Ampak kje je tle catch? Sej to ni problem, ni problem zdaj, da ljudje razen kakšni naši norci, drugače ne moram reči, vidijo Žide kot manj vredne, tako kot jih je videl, bom rekel, fašizem ali pa nacizem. Problem je, da povsod po svetu je ta polarizacija, ki si jo ti omenil ravno kar pri nas, tako močna in je to seveda tudi v Izraelu. In seveda tudi slovenska levica ima, bom rekel, interes, da v Izraelu vlada izraelska levica. Pa čeprav, spomnimo se, če pogledamo... Glede Palestincev ni blaznih razlik. Ne, ampak tudi če pogledamo levico v Izraelu, leto 67, 6-dnevna vojna, res da ni direktno šla s Palestinci, šla je pa z Arabci in je zelo močno vplivala na področje, bom rekel, Palestine, je bila leva vlada. Ehud Barak, druga intifada palestinska, je bil na oblasti Ehud Barak, je prav tako moral udariti. Se pravi, tam ni razlik takih,
kot želijo prikazati, da če bi bila pa leva izraelska vlada, bi bilo pa karkoli drugače. Izraelci bojo svoje interese zavarovali. Bila to leva ali desna vlada. Mogoče leva vlada malo bolj na mehek način, desna ne. To, kar si me pa vprašal, da mediji, mene je to presenetilo, ker evropski mediji načeloma so pod kontrolo te nove levice. In edini odgovor, ki ga imam tu, da je tema preobčutljiva, da bi šli direktno glorificirati ta govor Nataše Pirc Musar. Tudi za njih, da je preobčutljiva tema. Pa falila je, ne? Ona je rekla, da je na Zahodnem bregu se dogaja genocid. Čakaj, evropski mediji tega niso spregledali, ne? Slovenski mediji so poglabili zgolj del njenega stavka, ker je šlo za politično propagando. In to je dokaz, da je šlo za politično propagando in ne za neko širše politično sporočilo. Ker če bi bilo širše politično sporočilo, ki bi bilo pomembno za evropski prostor, bi bilo to sporočilo v naslovih, ne zgolj v tekstu evropskih medijev. Zdaj bo spet nekdo rekel, da manjšam vlogo te Slovenije, ampak dejstvo je, ne, da bližnjevzhodni konflikt ne more reševati Slovenija. Da te izleti teh politikov naših s takimi izjavami nosijo samo eno, škodo Sloveniji. Te zadeve bojo reševali drugi, Amerika, Kitajska, mogoče Rusija enkrat, če bo z nekim bolj demokratičnim vodstvom, mogoče vrh Evropske unije nekoč, ko bo normalen. Konec koncev tudi Evropa ima izkušnje z terorizmom. Rdeče brigade, baskovska separatistična, Sinn Féin in podobno. Pa so nekako zadeve bile rešljive. Lej, ampak Slovenija ima tukaj zelo dobro izhodišče prav v tem konfliktu. Ne? Če bi si priznala svojo zgodovino, mi smo imeli tudi bolečo zgodovino ene države, ki je šla po drugi svetovni vojni, ne? Kjer smo imeli revolucijo, kontrarevolucijo. Niso čisto iste zadeve, ne? Ampak ta bolečina naroda, ne? Se pravi, tudi ta zamera zatirane skupine proti drugi, ta psihologija neke skupnosti je pa zelo podobna. Ne? In če bi Nataša Pirc Musar bila resnično človekoljubna, bila predsednica razmišljujoča, občutljiva, bi te teme znala prenesti tudi na ta konflikt in reči, gledajte, mi smo tudi imeli bratomorno vojno tukaj, ne? In nekaj smo se iz teh travm naučili, ne? Že za voljo tega, ker se te travme potem vlečejo v generacije, prenehajte s tem in ta govor bi odmeval. Ona tega izraza, da smo pa nas imeli bratomorno vojno, verjetno ne bo nikoli uporabljala. Peter, to bi jaz verjel, če bi ti bil predsednik države s svojimi stališči. Pahor bi znal kaj tazga narediti. Pahor recimo je te teme odpiral. Ne pa ona. Nastavljena strani enega močnega pola, ki polarizira, pričakuješ od nje, da bo znala, ne bo znala, pa mi ne znamo svoje preteklosti urediti. Kje bomo potem posegali v nek konflikt, ki je nižje, ki greš, ne, to je znano, ne, geostrateško, ne, nižje, ki greš, Balkan je že krval. Kamoli potem Bližnji vzhod in zaliv. Hočem sam to povedati, lahko bi bili zelo glasen partner ali pa v pomoč pri reševanju tega konflikta, ker ta potencial kot država, naša moderna zgodovina vsebuje, ne? Ampak seveda nimamo pa državnikov, tem je problem. Nimamo nikogar, ki bi o tem govoril v imenu države, ne? Ker imamo tiste, ki jim ustava daje ta pooblastila, so navadni politikanti. Ja, žal. In zaradi tega se izgubljamo v svoj majhnosti. Tako da, enostavno, če se samo s tem stavkom vrnem, dejmo seveda, imejmo svoja mnenja, ki pa naj ne bojo estradna, naj ne vzbujajo zgroženja, ampak prepustimo in predvsem zdaj kot varnostni svet, dajmo motivirati velike sile, se pravi stalne članice varnostnega sveta. Naj se vendarle za božjo voljo aktivirajo močneje pri reševanju bližnjevzhodnega vprašanja in pa hkrati, ne, dajmo malo zamrzniti te naše poglede na Iran, dajmo malo zamrzniti naše poglede ali pa prilagoditi dejanskem stanju Katarja in podobno. Ne moramo samo Izraelcev s to trenutno vlado obsojati. Dajmo pogledati na drugo stran. To je rešitev, jaz mislim, ki jo lahko Slovenija ponudi. Dobro, če gremo na Blaža Brodnika, verjetno ste si pogledali ta njegov nastop, ja. Ne, vsaj tisto skrajšano verzijo, ki kroži po spletu, vidim, da je po številu teh ogledov je kar uspešnica. Ne? Zdaj Drobnak se mi zdi, da je prvi nek menedžer, top menedžer slovenski, ne, ki je v bistvu javno povedal neki stvari, mogoče, čustven, mogoče v državni lasti. Populističen, ja, delno je še malo, ne, ampak ni pa več. To je velika razlika. Velika razlika, ampak videl sem, da je pa, ne vem, veliko ljudi ga je v bistvu pohvalil na spletu, ne, češ končno nekdo, ki si je upal stvari povedati, ki jih pač, za katere sicer
vsi vemo, da v bistvu tečejo. Ne? Peter, kako si ti videl njegov govor? Ja, to, kar bi bilo treba povedati mnogokrat in smo tudi odprli tudi v tej oddaji. Mi smo opozorili na tisti del, na kjer ga se je Brodnjak nanašal, ne, da je na forumu Obrtne zbornice Slovenije Robert Golob pošiljal naše ljudi na Hrvaško, ne. On je pač to povedal izjemno čustveno, tako kot je treba povedati, ne, da mu je ob tem počelo srce, ne, pri čemer se je kasneje zgodilo še nekaj bolj dramatičnega. Ne, v soočenju na komercialni televiziji med ministrom Boštjančičem in bivšim gospodarskim ministrom Vrtovcem, ne, Nove Slovenije, ne, infrastrukture, ja, se pravičujem, je Boštjančič rekel, ne, da pač on je naveličan poslušanje tega, da je Hrvaška ima nižje davke, da Bosna ima še nižje davke. On je še nižji poslov. On je rekel, tam sem se jaz malo pohecel, sem napisal, da je verjetno primeren za Snežičevega komercialista. Skratka, njihovo sporočilo, to, kar je rekel Brodnjak, ne? Se pravi, če so vam tukaj davki previsoki in če vam je tukaj gospodarsko okolje prezadušujoče, pojdite v Hrvaško, in potem je Brodnjak odprl dobro temo. Ne? Sicer mislim, da je bil to nek posvet na temo športa, s tom govoril o športu, ne? Kdo bo financiral naše športnike, ne? Ampak ne gre samo za športnike, kdo bo financiral naše zdravstvo. Ne? Seveda, ne? In on je potem podal to idejo, malo drugačno, ki je v bistvu Simičeva ideja o 6. dohodninskem razredu, ne? Da bi nad milijon, on je pa rekel, za vsi, ki so športniki, najmanj 10%. Ne? Ampak pač tukaj se odpira to vprašanje naših visokih davkov, kjer minister Boštjančič vsakič dvigne davek za kakšno odstotno točko in reče, gledajte, on je rekel, nas neke investicije sploh ne zanimajo. Če pa smem sam še en cinizem, ki No, se izvoli, ja. Ko je Golob rekel, ne, da nič hudega, če se pravi naši avtoprevozniki zaposlujejo tuje šoferje na Hrvaškem, ne, morda je tudi za tuje šoferje bolje, da so zaposleni na Hrvaškem. Ne. Zato, ker tukaj smo žrtev nekih prekupčevalcev z ljudmi, ne, ki imajo veze celo z političnim vrhom. Skratka, mi smo resnično banana republika, ne, tako da v bistvu je boljše zaradi davkov, poleg tega pa očitno na Hrvaškem ti delavci uživajo tudi bistveno višjo stopnjo zaščite kot v Sloveniji. Žal moram to reči. Ne. In če tega ne bomo spremenili, mi ne vem, ne, kaj bo z nami. Zdaj, itak se znanič, ko sem gledal te številke, je bilo bistveno boljše, recimo, da bi se vodstvo Petrola, ne, zaposlilo v hrvaškem Kodoksu, ne, njihovi hčerinski firmi. 25,000 evrov bruto ima direktor Petrola, a veš, koliko dobi ven? 9,000 evrov neto. 9,000 evrov neto, od 25. Ne. No, ampak to sem hotel reči, ne, Brodnjak je uporabil v bistvu take predvsej tako, bom rekel, take sočne izraze. Ne. Rekel je, da to, kar počne ta vlada, pa Han je tam sedel, Matjaž Han, ne, da to, kar počne ta vlada, je sabotaža oziroma diverzija slovenske države. In da on tega kot prav vnuk, ne, generala Majstra, ne, ki ima nek patriotski čut, borca, ne more več gledati. No. Seveda, to je seveda diverzija, zato ker vse ljudi, ki ustvarjamo ali ustvarjajo, ne, naganjamo v druge države in kot kaže zadnji dogodki tudi v zadevi Muzaferović, ne, mi ostajamo raj za kriminalce. To je to. Slovenija je raj za kriminalce, pri nas so dobrodošli, lahko počno, kar želijo, kdor pa ustvarja, ne, mu bosta pa predsednik vlade in njegov finančni minister, ne, rekla, izvolite na Hrvaško, izvolite v Bosno, kamorkoli drugam, tukaj so dobrodošli zgolj kriminalci, če se malce pošalim, ampak jaz tako razumem to. Odkud je sicer Muzaferović, ki pride sem, ne, kako ne? Seveda, izvažajmo podjetnike, uvažajmo kriminalce. Točno to je sporočilo te vlade. Kako misliš, da se počuti Han, recimo, ko sliši? Glede na to, da ga je pohvalil, ne ga je pogledal. Ja, ampak poslušaj, no, to ni kompliment, če ti nekdo reče, da si v bistvu edini, ki zagovarjaš kmečko pamet v tej vladi, ampak veš, kaj ni dovolj zagovarjati, moraš tudi nekaj napraviti, ne? Jaz bi ta del, če bi bil Brodnjak spustil, itak im je že Peter svetoval, ne grejo ven iz vladne koalicije, Hanov, pa socialnim demokratom. Han v tej vladi na vse pristaja, kar zahtevajo od njih dvojec Gibanje Svoboda, Levica. Tako da zame je bila ta pohvala Hanu deplasirana, če sem zelo iskren. Tako, malo tudi cinizma pa to. Ali pa malo pikanja. Skratka, ta izjava enega bankerja, bankeri so načeloma globalisti, si želijo čim bolj odprte zgodbe, da gre banker v domoljubje, ti samo po sebi že pove, kje smo mi s to državo. Oziroma, da mora iti v domoljubje, da omenja svoje pradetke, majstrove borce in podobno. Ti kaže, kje smo. In prav ima, kaj je večje, tokrat je bil športni dogodek. Kaj je večje domoljubje? Kot zagotoviti nekemu 7-letnemu, 8-letnemu mulcu, dobremu košarkašu, dobremu nogometašu, lahko gremo tudi na kulturo, dobremu, ne vem,
nekomu, ki igra dobro klavir, čelo, karkoli že, dobre pogoje za razvoj. To je domoljubje. Se ni domoljubje, da se busaš v prsa in govoriš, koliko si pomemben. In še eno stvar, on je še izpostavil zelo dobro, kar pozabljamo, multiplikativne učinke. Ne. Tako je. On je rekel najprej, tisto, kar vsi razumemo, je, če bomo mi znižali davke, ne, ta milijon davka, ki bi ga zdaj plačali, ne, če ne bi plačali, recimo Pogačar, zdaj 5 milijonov ne, od 10, ne, ampak mi ne vidimo ne 5 milijona, niti evra ne vidimo, ker je vse v Monaku. Ja. Ampak dobili bi najprej milijon več. Ampak on je izpostavil eno izjemno pomembno zadevo, ki tej državi manjka, je rekel, in ti junaki športni bi hodili po naših ulicah in naša mladina bi jih gledala in bi bila s tem inspirirana. In s tem bi mi ustvarjali prihodnje elite, ki rabijo najprej ne samo finančne pogoje. Sej Slovenci smo znani potem, recimo Tina Maze, tam neki črni, v katastrofalnih pogojih vrhunska smučarka. Ni vse v financah, mi rabimo inspiracijo. Ne? Ampak morda si pa tile, ne, deplasiranci, ki vodijo to državo, ne želijo take elite. Ne? Zveda si ne želijo. A si predstavljate, če bi mi imeli tako elitne ljudi, ki bi imeli take zglede v državi, mislite, da bi en Poklukar lahko bil minister? Človek, ki je verjetno s težavo končal, malce bom zdaj žaljivo rekel, gostinsko šolo, ne? In kaže, da je totalno nesposoben minister, on ne bi mogel biti na čelu policije. Ne? In za večino teh ljudi, ki nam zdaj vladajo, ne bi bilo ničesar. Ne? In ti ljudje si ne želijo, mi pa si moramo želeti, namesto tega pa naši otroci gledajo Muzaferoviče. Ne? In to, kar gledaš, to postaneš. In če mi gledamo na naših ulicah kriminal, ne, ker samo tega toleriramo in tega ščitimo z vsemi možnimi ukrepi. Partneri smo ta moment po to vlado. Seveda, jaz si upam to trditi. Mi dajemo azil kriminalcem. Ja. Potem vzgajamo narod kriminalcev. Organiziran kriminal je kaj, del vladne koalicije? Ja, poglej, samo besede Avdića. Upam, preveduj bom, upam, da bo slovenska policija in slovenska oblast te dva, ki sta trenutno pri nas in sta zaščiteni priči oziroma skesanca, čuvala bolje, kot je umorjenega Kekića. Meni ta stavek pove veliko. In Avdić ni nekdo, Bojan, ti ga poznaš, ni nekdo, ki bi bil slabo obveščen. Je zelo dobro obveščen novinar. Ta stavek je dal, da upa, da bo bolje čuvala, torej, da bo zaščitila do tega si se še pridem, da ne pozabi. No, mene je sploh fascinantno, zanimivo to, da novinar iz Sarajeva, ne, da slovenska javnost, da slovensko javnost novina iz Sarajeva o tem, kar se dogaja v tej napol spregi med slovensko politiko in kriminalom, da on obvešča, ne? Ja, da od njega zvemo, ne pa od slovenskih novinarjev. Tudi tisti, ki so recimo specializirani za področje kriminala. Kar kaže, da naše informacije slovenske policije pronicajo v druge bivše republike, bivše Jugoslavije, ne, kjer ima verjetno on vir. Ne. Ja, ampak to ima pol pa, mi imamo svojo teorijo okoli tega. Lahko bi celo oddajo naredili na to temo. Ne. Ampak to sem hotel še reči, da grem nazaj na Brodnjaka, no, da ne preskačemo. Ampak zdaj, vsem je pač pokazal neki poguma, ne, ker vsi tega ne povedo na tak način, ali pa tako na glas, kot je on rekel. Ne. No, prej si omenil Obrtno podjetniško zbornico, tam je v bistvu se je Golob hvalil, kako je njemu super v življenju, ne? Podil je podjetnike na Hrvaško, ampak tam so bili tiho. Aplavz je dobil. Celo aplavz je dobil. Zakaj so bili tiho? Ker jim spremenijo lahko zakonodajo, ne? Vzamejo, ne vem, mislim, da oni dajo ATA karnete in zgubijo posel. Ne? Ker oni so tako kot mediji v koaliciji s to vlado. Ja. To je treba vedeti. Gospodarstvo, OZS, GZS, oni so odvisni od vlade in njenega denarja. In zaradi tega oni se samo delajo, po mojem mnenju, da so za podjetnike. Ampak oni so, to kot se tudi mediji delajo, da delujejo v javnem interesu, ampak ko se zgodi nekaj, česar se ne sme izreči, ko recimo se zmoti predsednica republike, popravljajo njene citate. Ne. Skratka, gre za širšo koalicijo. Ne. Zdaj, če malce razširam, kar smo danes povedali, vključuje vladni vrh, ne, vključuje predsednico države, ne, vključuje medije, vključuje neka navidezna gospodarska združenja, ki delajo v lastnem interesu lastnih plač, ne, in vključuje pozdrava recimo še kriminalne združbe. In potem v taki državi mi živimo. Ne? In ko to začneš razmišljati, jaz raje neham razmišljati, kar me je groza. Ne? Kriminal pa živi samo, če mu država preko pravosodja in preko varnostnih organov omogoča. Ja, kaj zdaj, še malo širše. Brodnjak je tako, kot sem se prej malo pošalil, ampak na pol resno mislim. Brodnjaku se vidi, da se je rešil okov državnega lastništva. In lahko pove več, kot se je upal
takrat, ko je bil predsednik uprave državne banke. To absolutno kaže eno žalostno zgodbo, ne? Da danes ljudje, že nekaj let bom rekel, ne smejo govoriti tudi na visokih pozicijah po neki lastni presoji. Ne? In da rabijo situacijo, kjer so rešeni teh državnih okov. To je žalostna zgodba. To se pravi, v bistvu, lahko mi verjamemo, recimo, zdaj, tem zapisom, ne, recimo, tudi na Info 360, recimo, da je, ne vem, Južna, ne, kot lastnik Petrola, zaradi pač teh zgodb, ki se dogajajo zdaj v spopadu za državo, kadrovskim, na vrhu Petrola, dobil za to inšpekcijo, vezano za gradnjo njegove bajte. Je to možno, da Golob reagira direktno? Ja, pa si videl, kaj so delali z računskim sodiščem. Vidiš, kaj delajo z vsemi inštitucijami, ki si upajo, recimo agencija, energetika. In ta hip, recimo, Brodnjaku nič ne mojo, zato je pač lahko on take stvari tako povedal. Poglej samo agencija, recimo, uspeli so prek svojih medijev, bom rekel, demonizirati tisto nesrečno direktorco, ne? Ampak cela Evropa gre v to smer. Cela Evropa gre s predlogi v to smer. Pa noben novinar tega ne napiše. Tri stvari so tukaj. Najprej glede Brodnjaka. Ne. Gre za izjemnega posameznika. Jaz ga že dlje časa spremljam in ga občudujem. To moram reči. Ne. In izjemni posamezniki prej slej ugotovijo, ne, da moč teh nesposobnih oblastnikov temelji na strahu. Ja. Se pravi, če se jih ne bojiš, ti nič ne morejo. To je pa dejstvo. Ničesar. Ne glede, kje si ti zaposlen v javnem ali zasebnem sektorju, ničesar ti ne morejo. Ne. Skratka, ampak žal, ne, ker imamo okolje, ne, kamor ne hodijo naši športni junaki, kot je rekel Brodnjak, ki bi bili nam za zgled in bi pokazali, ne, da rabiš najprej pogum, potem trdo delo in potem še talent in vse ostalo, kar pač potrebuješ, da se razvijaš. Ne. Zaradi tega nas lahko držijo v strahu. In tudi svojih poskušam povem. Ne. Jaz se nikogar ne bojim in vem, da mi nič ne morejo. Kaj mi pa lahko naredijo? Ne. Treba je govoriti, ker je to v javnem interesu in to za vse skupno dobro. Kar se tiče Petrola, tukaj se kaže narcisoidnost Goloba. Ne. Ker on reče, če ne bom imel jaz, ne boste imeli niti vi in on bo uničil Petrol, da se maščuje južni, pri čemer pazite, Petrol je večinsko državni. Njega ne zanima z državno. Ni večinsko državno. No, ampak je pomemben delež države. In on bo to uničil, se pravi, uničil bo državno premoženje, ne? Samo zato, da bo dokazal svoj prav. Ne bo ga, hvala Bogu, ne, ker ta mandat verjetno še odplesal in nikoli več. Mene nekaj drugega skrbi. Da bojo te ljudje, ki nam danes vladajo in ki se po inerciji lastnih interesov obnašajo in državo so si pravzaprav prisvojili za svoj, recimo tudi bankomat in podobno, ko bojo enkrat padli, da ne bo reakcije, ne, mene zelo skrbi, ne, da se bo ta ekipa vrnila na GEN-I, ker bo naprej pod neko državno, bom rekel, torej ker bo državno podjetje še naprej uplenjeno za te interese in podobno. Ta pogled naprej, ne, ker te ljudje so pokazali v teh 4 letih ali pa zdaj 3 svoj mentalni sklop, svoj karakter. In jaz si te ekipe vprost ne želim nikjer več, kjer je povezana država in državne finance. Zdaj človeku oblast pa vidiš, ne? To se je dobro zdaj pokazali. Tako da lahko smo mi, da mi ne bo kdo učitel, ne, da sem sovražno nastrojen. Ne. Sem nočem več, da mi so odločajo o mojem življenju. Samo tega si ne želim več. Zdaj, Peter je v bistvu že načel, no, to, kar sem mislil, da bi o tem bi danes debatirali. Omenil si prej Goloba, pa Janšo, pa to polarizacijo, ampak prihaja vedno več informacij, da Golob na vsak način poskuša poenotiti, ne, levo sredino v spopadu z Janšo in da tukaj ni prostora za preveliča. Ne dajo so informacije. Na Festivalu Svobode je Golob jasno rekel, za eni čas za nov oblast, nov obraz. Proti desnemu populizmu lahko zmagamo le združeni. Ne. To je to, kar je rekel. Govoriti o tem, da so informacije iz zakulisa, da ta bitka postaja vedno bolj brutalna. Ne. Seveda. In potem je prišel Boštjančič, ki je rekel, vrniti se moramo k liberalni demokraciji, z nekim tem zanosom občutka, da so nova LDS in po mojem na to štartajo. Skratka, oni želijo konsolidirati cel levi prostor, ne, kjer bi se pravi se zgodilo mogoče dopušča eno stranko med Levico in SDM, kdo bo pač preživel, vse ostalo bodo priključili, kot so priključili SAP in LMŠ. Pri čemer sta to zdaj vladni stranki. Vesno hočejo priključiti, ampak to mimo preveliča. Ampak vesno hoče priključiti Levici. Ne? Ja, hočejo priključiti mimo preveliča. Pristajajo na Levico, izključno samo na Levico, ne? Vse ostalo bi pa radi pokurili. In zdaj tukaj
dve misli. Najprej prva stvar, ne? Jaz se ne tako zelo strinjam z Miranom, da je tako zelo gotovo, da nam ti ljudje ne bodo več vladali. Ne? Robert Golob ima... Ne, jaz si sem želim, da nam ne več. To si želim tudi sam, ampak zdaj pa da povem. Ne? Ja, rekel si pa, da bo plesal sam do konca tega mandata. Robert Golob gre zelo vehementno v to bitko, ne? In v politiki veliko šteje prezenca, veliko manj žal šteje vsebina. Ne? Zaradi tega je lahko tudi Gibanje Svoboda zmagalo tako močno brez vsakršnega programa. To pove, koliko štejejo programi. Ne? Če bi Robert Golob ponovil mandat, čeprav ošibljen, bo to izjemno nevarno, ker on bo, ne pozabimo, prvi predsednik vlade po Janezu Drnovšku, ki je ponovil mandat. Nihče do zdaj, niti Cerar, niti Šarec, niti Janez Janša niso ponovili mandata. Janez Janša je bil večkrat predsednik vlade, ampak nikdar dvakrat zapored. In to jim bo vzbudilo sentiment LDS-a in bodo postali, po mojem mnenju, močnejši in okrutnejši. Zdaj pa, kar se dogaja z Levico, bi pa rekel dvoje. Ne? Levico misliš stranko Levico, pa stranka SD. Ne? Moje vprašanje Matjažu Hanu, ki sem ga tukaj iz tega studija že pozval, da bi bilo za njega dobro, da izstopi, da se profilira, je, ne? Ali on ve, kdo in zakaj bo njega volil. Se on je fajn poba, ne? Fajn minister, ne? Lepo govori, lepo zna, ampak kaj je njegova dodana vrednost? Ne? Če tega ne bo znal povedati, on več kot 4%, ki jih bo dobil na nekem partizanskem boju, ne more dobiti. Menim pa, da bi bilo za Slovenijo zelo dobro, da bi, tako kot imamo na desni SDS stranko s strukturo, tudi na levi imeli močno stranko strukturo in to je trenutno samo SD. V interesu Slovenije, po mojem mnenju, je, ne? Da se SD okrepi in prepričan sem, če bi Matjaž Han začel aktivno delati na tem, da bi se začel profilirati, ne? Bi pobiral tudi del desnega volilnega telesa, upam si trditi celo tistega, ki je razočarano nad Novo Slovenijo. To bi bil potencial SD-ja, če bi znali pravilno komunicirati. Dogaja se pa nekaj drugega. Zelo pozorno sem spremljal nastope Mesca v medijih in moram reči, da sem nad njegovimi nastopi dobesedno navdušen. Luka Mesec se premika na desno. On je prvi politik, ki sem ga javno slišal, da je v soočenju na komercialni televiziji povedal, da v primeru pokojninske reforme, ko se govori o prispevkih iz plače in na plačo, ne, namreč se pravi iz plače gre 8 pa nekaj odstotkov, ne, na plačo pa daje 15 odstotkov, na plačo pa 8,35 ali kolikor je, dajo delodajalci in ker so to hoteli izenačiti in s tem nekako v bistvu dvigant stroške dela, je Luka Mesec, pazite, iz Levice, odgovoril sindikalistov, rekel, to vse more zaslužiti delavc. On je začel dojemati koncept, da bruto 1 in bruto 2 je produkt delavca. Ne, paste. Predvolilna zgodba, ampak okej. Čakaj, predvolilna zgodba. Ampak hočem reči, očitno se Levica zaveda, da se more premikati proti sredini. Priključitev Vesne, po mojem mnenju, daje tole zeleno noto, ki zelo pali na levem političnem prostoru. Pač, spomnimo se, SD leta 2019 je imel geslo rdeča nova zelena, ker so takrat dojeli, zdaj so to pustili. Levica mi je to ukradla in potem znebili so se Kordiša, kjer so dobili levo krilo, ali mi socialisti so zdaj, ne? Ampak ko se ti pojavi skrajnejše leva stranka, se ti avtomatsko virtualno pomakneš na sredino. In tukaj je moje vprašanje Hanu. Kje je njihov prostor? Ja. Ker oni zasedajo zelo očitno, pazi, z retoriko Mesca, vrhunski retorik je postal. Ko je bilo v prejšnji tarči, prejšnji teden, ne, glede Aleša Hvale, ko so ga vprašali, če je imel z njim stik, on je rekel, ne, z mano pa ni imel stika, jaz sem se dal pozanimati o njem, ne, in kako dober retorik je, ne, je rekel, jaz sem med imenom in priimkom postavil vejico in sem rekel, Aleš Hvala. Ne. Skratka, ampak paste, to so drobni detajli, ki jih pozorni komentatorji opazimo, zagotovo v ozadju je širša strategija in če SD in Matjaž Han ne bosta aktivno začela, se pravi, zgolj to, da ima Matjaž Han pomirujočo retoriko, ne bo dovolj, ne? Ker je Mesec tukaj veliko uspešnejši, ne? Je tudi, dajmo reči, lušen poba, kar šteje pri volilnem telesu, ki ne spremlja vsakodnevne politike in tukaj se Levica pomika na sredino, SD izginja in ne bi dvakrat rekel, da je to celo morda načrt centrum moči iz ozadja, ne, ki jim strukturno močan SD, to pomeni kot po neki, se pravi, oni imajo izjemno močno terensko mrežo, ne ustreza, ne, in jim ustreza v bistvu šibka Levica, ker dajmo iskreno, kdo pa so Levica, ne, Levica so Luka Mesec, Asta Vrečko, ki so naučili pomembno zadevo, ne, nekdo rekel, in to izjemno deluje, bodite pozorni, ko si tiho se ves čas smehljaj, in potem je vseeno, če govoriš neumnosti, deluje neverjetno, sem to šel gledati, ona se smehlja, vse neumnosti popravi, ne? In potem imajo še Natašo Sukič, ki nekako ni toliko priljudna, ne? Ampak to so 3 obrazi Levice, to je Levica. Ne, ona vleče tisto svoj... Ampak pazi, 3 ljudje, ne?
Tako stranko je bistveno boljše kontrolirati, znebiš se SD-ja, ki vseeno ima neko strukturo, tudi povezave v gospodarstvu, ti lahko zakuha kje v ozadju, ne? Njim odpreš zadeve, Spirit, korupcijski škandali, Litijska. Meseca naučiš desne retorike, pomakneš na sredino in tukaj po mojem recept za novo zmago leve strani, kjer bo, če se zgodi, da bo predsednik vlade Robert Golob, bo on dobil famo novega Janeza Drnovška in se zna zgoditi, da se bo njegov neko personalno dojemanje, tudi medije, ki jih vladuje za denarjem, še ojačalo in potem bo ta država še v večjem zosu kot je trenutno. Možno, da recimo, da ima mandat zdaj Golob, da poziva k temu, k enotnosti levici, potem, ko vsi vemo, da je zakuhal nekaj zelo resnih afer, recimo Hanu in socialnih demokratov, da so skoraj da razpadli, ne? Ta razlaga Petra mečkaj me čudi, ker je on imel predtem zelo boljše razlage in bom spomnil ga na te fokusne skupine. Kjer si pri Golobu zelo ugotovil. Ja. In jaz mislim, da je to posledica teh fokusnih skupin. Ne, pri Golobu. Se pravi, da ni to zdaj pa on prišel do tega, da mora ta levi pol, mislim, da ga bo združil s srcem, ne verjamem. Jaz mislim, da se to zapira prostor, da so mu to svetovali, da zapira prostor na prvi vrsti Prebiliču. Na nek način kaže, da on več ne potrebuje starih omrežij, vsaj verjame tako, jaz sicer ne verjamem. On kaže na to in da bi za te lastne interese bil pripravljen, oziroma da si želi nov mandat, ki ga bo vodil on. Meni to vse skupaj deluje bolj na ta nesrečen kul. Da če ne bojo dobili nekaj novega, neko sveže krvi, da jim ne bo uspel. Tako, ko je kul dobil Goloba, za to veliko zmago, bo zdaj spet, se mi zdi, se potreboval, ali pa utopil se je v ta kul zdaj tudi Golob, bojo potrebovali neko novo ime. In kar me najbolj skrbi, ali pa niti ne skrbi, opazoval bom z veseljem, ali je Golob pripravljen, in tle se pa strinjam s Petrom, da to pa ne verjamem, da je pripravljen, tako kot so vsi bivši novi obrazi, bili pripravljeni reči hvala lepa, srečno nasvidenje, in se prepustili, bom rekel, ampak bistvo pa je, da jaz mislim, da on nadaljuje s to svojo zgodbo, ki si jo ti dobro detektiral pred časom s temi fokusnimi skupinami in enostavno želi preprečiti vstop kakršnega koli novega igralca. Lahko on zaustavi Prebiliča? Jaz mislim, da ne. No, jaz se tle zmerno strinjam, tisto, ko sem jaz razložil, se tu ne izključuje. Celo se tu je tudi logično. On se zaveda, da se bo volilno telo pasiviziralo in on ne more računati na neke volivce, ki ne hodijo na volišča in bo zelo pomembno, da se pol ne drobi. Če on hoče vladati, mora vse glasove pripeljati v parlament in to lahko stori samo tako, da vse skupaj konsolidira in tukaj se zapira pod Prebiličo. Zdaj, kako zapreš pot? Se pravi, če ti konsolidiraš zadevo, najprej pobereš kaj kadre. Se pravi, iti se politiko brez kadrov je izjemno težko. Druga stvar, ki rabiš, so mediji. S tem konsolidiraš okoli sebe medije, dopuščaš, zdaj, on bo mogel dopustiti verjetno še eno stranko, zato ker sam dvomim, da lahko pride čez 50%, to se tudi zagotovo zaveda. Poleg tega če imaš malo bolj pluralno sestavljen del pola, tudi dobiš širši nabor medijev, ker nekateri mediji bolj podpirajo recimo Levico ali SD kot Roberta Goloba, in pa lahko pobereš tiste, ki jih je Golob razočaral. Pričemer ne pozabimo, Golob je razočaral izjemno veliko ljudi. In morda še en fenomen, jaz nočem biti vedoževalca, ampak sam razmišljam, kaj bi se lahko zgodilo, da bodo tisti, ki so volili Goloba, ne iz simpatij do Janeza Janše, ampak iz jeze do Goloba volili Janezo Janšo, da ga kaznujejo. Ker če ti stalno poudarjaš, da je nekdo tvoj antipod, in če si hoče maščevati, bom naredil tisto, kar te najbolj boli in ti mi sporočaš, da te Janez. No, ampak zdaj pa samo, da se vrnem s enim stavkom na tisti začetek o Grimsu. Robert Golob je ta moment garancija za malo udeležbo na volitvah. Janez Janša pa lahko premaga izključno sebe samega. Samo Janez Janša lahko premaga Janeza Janšo ta moment, tako kot so zdaj stvari postavljene. In recimo posled v studio enega Grimsa je že en tak
signal, da se premaguješ. Slišim- Ker slišim- ljudje iz sredine ne bojo Grimsa sprejeli. Slišim tudi, da je Janez Janša zelo zainteresiran za to, da Prebilič ne bi stopil v tekmo. Absolutno. In da tukaj Ja, to je pa ta zgodba dveh polov, ne, polarizacije. No, Ne? tu sem zdaj hotel reči. Ne? In zaradi tega tudi Robert Golob bo šel polarizirati. Ne? Prvič, vse smo že tle rekli v tej oddaji. A je ne. možno, da skupaj gresta na Seveda, da je Prebiliča? možno. Seveda, da je seveda možno. Ko so interesi so močnejši. Zdaj smo prej rekli, v tej Mislim, govorimo o Janši in Golobu, ne? obeh, tukaj so prvo njihovi osebni politični Tako je. interesi. Vse ostalo je drugotnega pomena, v retoriki seveda prvo, kar to prime. Ne? Ampak zdaj, mi smo že tukaj rekli, problem Prebiliča je, da ni borec. Ne? On je plaha ptica. Peter, ja, ampak zdaj dal neki signal, da se Ne, je začel razumem. malo bojiti, ne, dal je Naj se ga zbrca, dal je že. košarco Že. Golobu, Ja, ja, ja. Ampak ravno pred kako se referendumom, potem ga je spet neki ukaral, ne, v zvezi z to levo sredino in tako dalje. Kako ne. se boriš proti Prebiliču? Boriš se tako, da začneš odpirati čustveno močne in glasne teme, kot je Izrael-Palestina, ne? Kjer tak človek, ki želi držati malo bolj povezovalno, avtomatično malo tiši in če si tiši, te ne slišijo. In če te ne slišijo, te ni. Ne? Skratka, ti ne smeš, ti moraš radikalizirati, moraš medijski in siceršnji javni prostor, zato da se zmerni glasovi nikjer ne slišijo. Tudi če pridejo, so neopažni. Ne? Poglejmo, recimo, to se je zgodilo Logarju. Ne? Njegova zgodba o sodelovanju ne pride do izraza, ker so uspeli napumpati čustveno močnejše teme, ki so mnogo glasnejše. In potem se zdi, kot da nekega politika ni nikjer. Lej, tako kot sem rekel pri Janezu Janši, samo Janez Janša lahko premaga Janeza Janša, mislim, da je tudi pri Prebiliču podobno. Ne? Samo Prebilič lahko premaga Prebiliča, ampak s čem? S tem, da se ustraši Roberta Goloba in njegove mašinerije. Ne? In zato išče on mogoče tle, v tvoji daji je to, ne, začel prvič govoriti o avtocesti. Ne, daj bod borc, hej, sooči se, zgubiš, ni problema. Izpadel boš kot hraber možakar. Ne? Služba ima zagotovljeno. Ampak bori se. Ne? Ker kaj je bistvo levice ta moment ali pa levega pola? Prvo antigolobizem, potem antijanšizem. Ker tukaj zdaj vidim, da ne samo, da mu ne bodo dali avtoceste, še stranko Vesna mu bodo odpeljali, ne? Pa jo združili z nekom drugim. Golob ne bo verjetno s temi svojimi svetovalci zamudil ene priložnosti, da mu ne bi škodil. Videl pa To sem, sem da tale prepričan. antigolobizem se pa vidi, ne, če ste mogoče gledali to zadnjo vdajo podcast od Suzane Kos v Središču, tukaj je sedela nekje, ne vem, na kateri strani, Mojca Pašek, Šetinci in prav vidi se pri njih nastopiti, ne, sicer ne sme si ga dovoliti pretiranega antigolobizma, ampak se kar vidi nekako veje. Ampak antigolobizem je zelo hitro rešljiv. 2 članka Milana Kučana. Dva članka, dva stavka Milana Kučana. Dva stavka Milana Kučana. Pa imamo mi zgodbo na polovici. Ja, in potem zaradi tega, ker to ljudje čutijo in ljudje so na Goloba jezni, ne? Ampak ker neka ta avtoriteta, ki jo poslušajo, ni dala dovoljenja za to občutje. Pazi, v tej državi smo še tako daleč, ne da rabiš dovoljenje za govoriti, ti rabiš dovoljenje za čutiti. Ti imaš latentno čutiš to bolečino, ampak tebe še ne boli, ker še niso rekli, da te lahko, ne? Ko te pa lahko je pa je spuščen, se morda je to taktika, ne? Ker če bi zdaj sprostil to jezo, ne? Kdaj je jeza najbolj rušilna? Ko se sprosti, ne? Zdaj je še eno leto do volitev, ne? To jezo je treba zdaj po mojem zadrževati in stopnjevati in potem spustiti ta jez in to je potem lahko deroča reka, ne avtocesta, ki popelje Prebiliča na Gregorčičevo, če bo znal oddelati vse prav. Na koncu se vse, tako kot vse poti vodijo v Rim, na levici vse poti vodijo k Milanu Kučanu. Če bo on aktiven v tej zgodbi, ne? Jaz sem to je nakazal, ne? On je zaenkrat, če ne prav močno, ne? Se on nikoli ne nakaže. Ne. Ja, ta signal je dal. Ta moment, jaz mislim, da on okleva zaradi Zorana Jankovića. Zoran Janković ne zamudi priložnosti, da ne pohvali Golobove vlade, ne? In Milan Kučan je tukaj tiho. To je ta vpliv srbskega sveta, ne, o katerem smo že tukaj govorili. Absolutno. Zoran Janković, kot mi pravijo, nikdar še ni imel premijeja, ki bi ga bolj poslušal, kot ga posluša Robert. In tle je pa zdaj meni znanka Milan Kučan. Ali bo sploh zmogel to? Milan, govoril sem z enim, na enim znancem, ki ga ti zelo dobro poznaš, da ga ne bom tukaj izpostavil, ne, ker sva se debatirala o tem, ne, kako sta se v bistvu zdaj glede Prebiliča Kučan in Golobič malo na nasprotnih straneh, in da očitno zdaj bo Golobič probal nekaj delati min Kučana, ne, me je ta znanc rekel, ja kaj bo pa naredil?
kaj bo pa naredil brez Kučana. Ja. Takšne so približno razmerja. Ne? Ja, je treba priznati, da je zaenkrat temu še vedno tako. Čeprav, jaz tem tako rekel, neki indici, torej ljudje bivšega LDS-a, ki 20 let niso govorili, med sabo se zdaj spet dobivajo, združujejo, pogovarjajo, mi kaže na to, da se bo vendarle neka kritična masa zbrala in jaz bom zelo direkten, če bi bil na strani teh fantov, jaz bi šel tudi proti Kučanu, če se bo odločil. Ti verjetno govoriš o tem sestanku, ki je bil lani, ne? Ta imena dobro poznaš, ta imena. Jaz, tle je treba biti hraber, in tle je treba, tudi če bo Kučan cinco, je treba tudi proti njemu jeti. Ker to je treba, torej pripeljati je treba, jaz verjamem, da se vsi ljudje ne morajo sprejeti te neke stare ekipe iz LDS, ampak ta stara ekipa iz LDS-a je bila svetlobna leta nad tem Golobom. Da zdaj je prišlo v času pod Golobovo vlado do teh sestankov, kosil večeri, Gregor Golobič, Igor Bavčar, vrnitev Toneta Ropa, ki se bo zdaj očitno neki dobil z Prebiličem in podobno. Tako da, jaz verjamem, da je težko proti Kučanu igrati, ampak če mu ne bojo mogli dopovedati, da je treba to sesuti, bojo mogli fanti samo odigrati. Mislim, da imajo izkušenj dovolj in verjamem, da tudi odločnosti. Sej, konc koncev se ne bi to prvič dogajalo, se je že kdaj to dogajalo. Dobro, še zadnja zadeva, ti si že omenil Boštjana Poklukarja, ministra za notranje zadeve. Zdaj, dve fantastični zgodbi se odvijata, ki sta nekako, bom rekel, tudi njegovi zgodbi. Eno je ta skoraj napad na mariborski zapor, ki ne bi ga naročil, oziroma ki ga je naročil pač tale Muzaferovič Cezar, se počujem, in druga zgodba je ta za Filipinci, ki je v bistvu naj bi bila umešana šefinja njegovega kabineta. Ampak zdaj, mislim, to je res fascinantno, da naj bi mafija, kriminalci z minometalci, z čemerkoli, z oljami, kot pravijo sajevski mediji, napadli zapor, da rešijo. Mislim, in to zvemo iz sajevskih medijev. Staro nepisano pravilo je, da ko je šibka vlada, si kriminal dovoli tudi poulične uboje, torej aktivnosti, ki so v nevarnosti, torej ki ogrožajo navadno prebivalstvo. Zdaj, organiziran kriminal nima nikoli interesa nastopati preveč javno. Napad na zapor je... Dovoli. Edino, ko se čuti dovolj močnega, da se zaveda, da mu oblast ne bo nič. Si me dobro slišal? Organiziran kriminal ne želi javnih dogodkov, če temu tako rečem, razen če se čuti dovolj varnega ali pa močnega, da mu oblast ne bo. In zato jaz pravim, če se vračamo, izvažali bi dobre podjetnike, uvažali pa kriminalce in kartele iz Balkana. To je ta oblast. In jaz aktualnemu ministru za notranje zadeve ne verjamem tudi tokle ne. Pa mogoče zato, ker ti poznaš razmere, pa imava kakšno informacijo iz Bosne in Hercegovine več. Nič. In jaz sem zanj objavil, dokler bo ta minister, dokler bo ta človek minister, si mi prav nič dobrega ne moramo obetati. Miran, ampak da ta informacija pride ven iz sajevskih medijev, Audič objavi. To je očitno neka informacija, ki je prišla iz nekih obveščevalnih krogov. Tle se treba pa malo vrniti. Zakaj pa... Tle imam jaz eno tezo. Zdaj, kaj je najbolj ponižujočega za neke strukture služb varnostnih organov? Ja, to, da se piše o nekih potezah, ki jih ti izvajaš, pa ti nek novinar že piše o tem. Hkrati dobesedno. Mislim, bil je, kako se reče, pretres celice, ko je Audič spustil članek ven. Meni to kaže, po mojem znanju teh struktur, varnostnih in podobno, kaže na to, da so se nekatere službe, ne samo v regiji, ampak tudi evropske, mogoče celo Interpol, Europol, pa recimo Švedska je bila služba je zelo sodelovala pri teh zgodbah pregona balkanskih kartelov in pa seveda bosanska, na ta način, da Audič spušča signale, kaj se dogaja ta moment v Sloveniji, na nek način se mogoče celo maščujejo slovenskim varnostnim organom, ki so, bodimo pošteni, zelo zamočili pri zgodbi zaščitene priče Zovka. Mi smo zgubili zaščiteno pričo. Policiji, Sovi in podobno. Če te prav razumem, to v bistvu pomeni,
Igrajo se z nami. Da tisti okoli, ki nas gledajo, jih skrbi naše ulčkanje kriminala. Ja. In ker nima vpliva na našo policijo, ki vladajo nesposobni minister, nesposobni direktor policije in zaradi tega dajo prostor skorumpiranim strukturam znotraj policije, ne, da so ugotovili, da edina zadeva, da se zaščitijo, ker s tem, ko ščitijo Slovenijo, ščitijo Evropo, ne, da zaščitijo naš sistem, ga ščitijo preko novinarja, ne, ki da ven informacijo in opravi tisto, ali česar policija noče ali ne zna ali ne zmore, ne? Oziroma prepreči tisto, kar ne bi bilo preprečeno, ker je naša policija ima notri neke krte, ki jih nihče ne zna identificirati, ne? In jih odstraniti, pri čemer meni je škandalozno, da pride potem pravosodna ministrica Katič, ne? In najprej se sklicuje na to, ne, da pač mi bi rabili bolj ohlapno zakonodajo, ne? Ki jo je ustavno sodišče prepovedalo, kar mi smrdi potem, ne? Da ti pasivneži zlorabljajo to, da so nesposobni in ne zmorejo počistiti v lastnih vrstah za to, da bi naredili tako ohlapno zakonodajo, ki bi omogočala prisluškovanje tudi navadnim civilnim državljanom, ki delamo vse prav, in bi potem oni to zlorabili za politično obračunavanje z nami. To je grozljivo. Mi imamo oblast, ki bolj zanima ta moment, kaj ti po telefonu govoriš, kot pa Cezar. Da ne bomo v laži živeli. Ali pa in če ta tvoja teza pravilna, in vse, kar kaže, da je, ne, to je resnično srhljivo. Ta Cezar je očitno samo dva stavka. Če je imel skico, kamo naj bi zadev tiste rakete. Po mojih informacijah imajo bosanski novinarji material, ker jasno kaže navodilo Cezarja, kam je treba RPG usekati. Se pravi, ne samo, da je imel telefon, načrt, skico. Ampak to pomeni, da tuje obveščevalne službe bolj zaupajo raziskovalnemu novinarju Avdiću, da bo rešil zadevo, kot da bi to dali naši slovenski policiji. Ker oni verjetno vejo, če bi dali slovenski policiji, bi slovenska policija to uporabila v korist kriminalcev. Vse si videl, kaj se je zgodilo z zaščitenimi pričami. In pazite, kaj pa najbolj škandalozno? Razen Slaka na Pop TV-ju, mislim, da ni drugega medija, ki bi vprašal šefa pravosodne policije, kako je prišlo do telefona, ali ste sprožili preiskavo, notranjo, kako je človek imel od prvega dne naprej telefon. Nič. Ampak eno stvar bi rekel, če bi mi živeli v samo malo normalni, pa še kriminalizirani državi, bi Poklukar odstopil danes. Že zdavno. Tega ne bo pa zaradi tega, Peter, tale napad na zapor, podobno je ta zgodba z Kobaridom je podobna, ne? Nemogoča situacija, da minister za notranje zadeve hodi na kosilo k nekomu, ki ga preiskujejo zaradi, mislim, te situacije, ki je sorodnik šefinje kabineta. Pri napadu na zapor se lahko vse zgovarja na to, da se ni zgodil, ne? Lahko reče, on uporablja ta argument. Se pravi, policija dobro deluje, ker se ta ni zgodil. Tam je pa drugače, pazi, tam je pa, se pravi, pri temu trgovini z belim blagom, ne, Aleša, kjer je osumljen Aleš Hvala, ne, bomo videli, kaj je pokazala kriminalistična preiskava, ampak tam je pa hujše, ne. Tam je pa celo tako, tam se pokaže, da del služb vseeno deluje, ne. Se pravi, recimo, ko smo prej govorili o Hanu, ne, on Spirit, ki spada kot agencija pod Hanovo ministrstvo, mu je financirala kot del delegacije odprtja veleposlaništva na Filipinih, medtem ko recimo deluje pa očitno dobro Zavod za poslovanje. Ne? Oni ga pa na svoj uradni dogodek niso spustili, ker ni akreditiran in oni so uvedli akreditacijo za to, da se zaščitijo ravno pred takimi prekupčevalci z belim blagom, kot očitajo, da naj bi bil Aleš Hvala. Ne? To so zdaj naredili. Ne? Ampak to kaže, ne? Minister ga pa, pazite, kaj se potem zgodi? Ko novinar Tarče najde ministra in ga prosi za izjavo na forumu Obrtne zbornice, minister izjavi, po mojem to škandalozno, reče, gledajte, ta politika, ne, ta politični boj gre tako daleč, ne, da zdaj že, se pravi, zlorabljate člane, se pravi, družinske člane za politični boj. Kaj je s tem sporočil minister za notranje zadeve? Sporočil to, kar hotela reči Stojmenova Duh. Ne? Mene napadate, meni očitate, da sem neracionalno trošila denar, davkoplačevalci, ker sem čefurka, ker sem ženska. On pa reče, ne, in s tem legitimira v resnici dejanja, ki so sumljene, da se so zgodila, ne? In zaradi tega stavka bi moral minister odstopati. Ne? On sploh po mojem ne ve, kaj je rekel. Ampak on je dobesedno rekel, ne, to, ne, da to, kar se dogaja, to, kar specializirano državno tožilstvo preiskuje, ker gre za sume kaznivega dejanja trgovanja z belim blagom, ne,
da to se dogaja zaradi političnega boja. On je to zbanaliziral, ne, da gre za politični boj, češ pustite ga primeru, njega napadete zgolj zato, ne, ker je mož moje vodje kabineta. Če zaradi teh, če zaradi recimo trgovine z belim blagom preiskujejo nekega gostinca, ne, pač, ne, to zagotovo ve šef policije, ne. Zagotovo je šef policije. Seveda, ampak šefu policije. In šef policije gre skupaj z notranjim ministrom. Ne, ampak je še hujše je. Kar sem vsaj jaz pregledal, zdaj, ko sem to gledal, sem gotovo, ne, ki je končal Senad Jušić, ki je družinski prijatelj tega, ki ga preiskujejo. On je, ker ni imel kvalifikacij za šefa policije, on je zdaj svetovalec šefa policije. Ti si imel nastavu vsega direktorja, preko katerega si vodil svoje posle, potem pa zaradi medijskega pritiska, ob katerem se je moral oglasiti celo Milan Kučan, ga odstaviš, ne? In potem ga da za svetovalca, kar pomeni, da si ohraniš cel kanal, ne? Potem imaš pa njegovega brata dvojčka Sejada Jušića, ne? Ki je šef policijske uprave Nova Gorica. Terena, ne? Terena, ne? In jaz mislim, da celo te informacije tam čez prehajajo. Se verjetno, če se nekaj dogaja na Tolminu, verjetno policijska uprava Nova Kobaridu. Kobaridu se mislim, tu spada pod Novo Gorico. Mislim, da pod Gorico spada. Skratka, ta zadeva sigurno tam pride ven. In te ljudi imaš tam. Gorica, kjer je Golope, kako, ne? In minister Poklukar, namesto da bi nemudoma razrešil ta dva funkcionarja oziroma zahtevo, da se to zgodi, neki bluzi, neki policijskih preiskavah, Rosvita Pesek ga vpraša, če bo zdaj to naredil, reče, to ni potrebno, ker je šele prva preiskava v teku in tako naprej, skratka se neki zgovarja in potem se zgovarja na to, da gre za goli politični boj. Sam Peter, ti si prej rekel, Peter, da imaš občutek, da Poklukar sploh ni vedel, kaj je govoril. Ne, zato ker meni se zdi, da pač deluje nesposoben kot minister, se opravičujem, ne? In moja teza je tam, ker imaš to, kar v bistvu tudi že Mira rekel, ne? Ko imaš šibko oblast, potem kriminal in skorumpirani uradniki delajo, kar želijo in s to državo kockajo za življenje, njih to ne briga, to so mehni ljudje, ki jih zanima sam njihov mali drobič. Jaz pomeni, da mi tudi tale gospod Poklukar tudi kaj posebej tako brihno ne deluje, ne deluje pa več ampak čakaj, mi lahko ne, ampak ima pa očitno močno zaledje. Ja, to je pa in glede na to, da izhaja iz LMŠ-ja, da se pravzaprav te njegove afere vlečejo že iz LMŠ-ja, ki je tudi spet bil minister, ne? Tako, pomeni, da ima izredno dobro pokrito zaledje. In da ga je nekdo lansiral za ministra. In kdo je skupna točka Poklukarja, LMŠ-ja, Gibanja Svoboda, Damir Črnčec, tako. Ki je očitno prevzel vse vajeti v tej državi, ne? Precej vajeti je operativec, iz ozadja vleče te niti in v bistvu vlada tej državi na način, da se nam tukaj razrašča. Kar mislim, kot dober operativc, ne, nima sploh težkega dela, ne, bodimo pošteni. Zdaj tudi medije direktno prevzema, ne? Kot vidimo, ne? Ja, ampak se ti pravim, kot šolan in pa dober operativc ne bo imel težkega dela. Ne samo medije, ne? S tem, ko šel na SDH, prevzema v bistvu naše skupno gospodarstvo, upravlja za velikim denarjem, verjetno bo tudi poskrbel, da bo dobro financirana kampanja Roberta Goloba, ker ne bo šlo z GEN-I, bo šlo z SDH-ja, ne? In skratka, in ta zadeva dobiva dejansko neko kriminalno zgodbo. Tam je nastala nenavadna klima, no? Ljudje se več ne upajo govoriti po telefonu. Če se tukaj, ne? To je že efekt, to je že efekt, ne? To je že takojšen efekt, čim ti pridejo neki ljudje, ki so bili celo življenje v službah, ne? Torej teh naših, tistih, ki nas bi mogli verovati, ne? Je samo poseb, ne, že, je pa tudi res neki, ne, da te ljudje, ne, jaz se spomnim nekih svojih primerov, ne, te ljudje, šibke ljudi zelo hitro dobijo na plajbo, ne. Z nekimi, jih zelo hitro zlomijo lahko, z nekimi, bom rekel, tistimi nastopi, ne, ker imaš pred sabo nekoga človeka, ki je bil, ne vem, v policiji, v varnostni strukturi, tako, ne, in se ljudje res zlomijo in me ne preseneča ta podatek, ne. Jaz sem naletel enkrat na eno tako zgodbo, ki mi je bila pa tako smešna, jaz sem se človeku smejati, začel sem rekel, majster, dej, a lahko nehava s tem. Vem, ljudje, s katerimi komuniciraš, ne, sicer ne ti rečejo, zdaj pa več ne bomo po telefonu, Damir Črnčec je tukaj, ne. Ljudje se bojijo, veš, tudi za svoje službe, ne, in to je ta, veš, prinesli so nam svobodo, se spomniš, ne?
Ne, kaj so nam Ja, to je prinesli? zdaj ta Strah, svoboda, ja. ne, ljudje se bojijo. Še malo pa se bodo bali za svoje življenje, ne? Če gremo, kaj se je načrtovalo na tale mariborski zapor. Ne? Ja, imaš prav. Dobro, zdaj predlagam, da s temi ljudmi pa s tem strahom zdaj zaključimo. Ura je že taka, da jo tudi bomo zaključili. Skratka, Peter in Mira, najlepša hvala za vajne prispevke. Danes vidimo se v naslednji uri resnice. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.